Hej, hej. En lep nepremičninski pozdrav na začetku seveda. Moje ime je Mojca in sem zelo vesela, da ste tukaj z nami. V tem tednu bom poskušala z vami biti na enem takem nepremičninskem popotovanju. Da vas mogoče malo izobrazim za vse tiste, ki niste toliko doma v nepremičninah. Tako da sem se odločila, da naredim te live, vsak dan ob 11. uri bom seveda z vami. Danes bo ta video uvodni. Govorili bomo v bistvu predvsem o kakšnih stroških oziroma kakšne stroške imate, če se odločite za nakup nepremičnine, torej kot kupec, in kakšne stroške imate seveda kot prodajalec. Zdaj, verjamem, da vas bo večina ta video gledala v posnetku, zato bom zelo vesela, če spodaj napišete vsi tisti, ki gledate v živo, tisti, ki pa seveda gledate v ponovitvi, pa napišite posnetek. Pa gremo kar naprej. Naj se vam prvo čisto na kratko predstavim, bom poskušala biti kratka. Torej, sem Mojca Žižek Mesarec, na nepremičninskem trgu aktivno delujem že od leta 2007, teda 13. leto teče. Začela sem v bistvu kot soustanoviteljica ene nepremičninske družbe, ki še danes uspešno deluje. Pred dobrima 2 letoma nekje sem se odločila za samostojno pot na podlagi intuicije in zaradi tega, ker v bistvu stojim za nekimi določenimi vrednotami, še vedno delam od ljudi za ljudi. Na prvem mestu mi je seveda, da so ljudje zadovoljni in ker je moje poslanstvo, da seveda ljudem poiščem nov dom. Delamo večinoma na štajerskem trgu, seveda se pa niti slučajno ne omejujemo z štajerskim trgom. Večinoma, mislim, da okrog 90% naše ponudbe je pridobljenih na podlagi priporočil strank, torej strank, ki nas pokličejo, ker so bile v preteklosti z nami zadovoljne. In pred kratkim smo imeli tudi eno stanovanje v Sežani, ko so nas stranke poklicale. Naša priporočila grejo tudi proti Istri, teda naša ponudba je tudi na Istri, mislim, da imamo celo še nekaj na Viru. Teda se ne omejujemo, seveda sprejmemo vsak izziv. Za tiste, ki me že poznate in gledate zdaj tole, bom zelo vesela, če spodaj v komentar napišete poznam, pa mogoče od kod me poznate, ali me poznate preko Facebooka, ali pa mogoče v živo in smo že delali skupaj. Pa gremo k prvi temi, seveda davki pri prodaji nepremičnin. Torej, če ste vi prodajalec vaše nepremičnine, dostikrat mi stranke rečejo, kakšne davke oziroma stroške pa imam jaz, če se odločim za prodajo nepremičnine. Torej, če se odločite za prodajo nepremičnine kot prodajalec, boste v prvi vrsti imeli davek na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin znaša 2%. Če zdaj dam to v prakso, recimo, da je nepremičnina vredna 50 000 evrov, je davek na promet nepremičnin 1000 evrov. Potem naslednji davek, za katerega stranke dostikrat ne vejo, da sploh obstaja, je seveda davek na kapitalski dobiček, ki znaša kar 25%. In sicer na razliko med nabavno in seveda prodajno vrednostjo. Zdaj, če bom jaz zdaj to poskušala razložiti, recimo, da ste kupili nepremičnino, to je moja muca, če ste kupili nepremičnino, ki ste za njo dali 100 000, prodali ste jo za 120 000, boste torej na razliko 20 000 evrov plačali 25% kapitalskega dobička, kar seveda znaša okrog 5000 evrov. Torej 5000 evrov, se opravičujem. Kakšne stroške še ima prodajalec? Seveda strošek energetske izkaznice in strošek overitve. Zdaj, energetska izkaznica, zdaj bom jaz govorila bolj zneske, ki se tičejo na Štajersko. Recimo, energetska izkaznica pri stanovanju okrog 100 evrov, pri hiši okrog 200-300 evrov in strošek overitve, ki pa je tudi vezan na vrednost nepremičnine. To mislim, da je okrog stroškov pri prodajalcu. Potem pa, če ste pa vi v vlogi kupca, torej kupujete nepremičnino,
pa imate seveda strošek vpisa v zemljiško knjigo. Strošek vpisa v zemljiško knjigo je cirka 150 evrov. Imate še pa en strošek, zdaj v primeru, da jemljete hipotekarni kredit, boste še mogli verjetno v banki plačati cenilca. Cenilec je tudi tu 200-300 evrov. Potem odvisno od banke, včasih še je banki treba kakšen strošek za kreditiranje plačati, pa strošek notarja. Notar bo v bistvu na hipotekarnem naroku vpisal vas v zemljiško knjigo in potem še banko upnico, tako da ta strošek potem vi seveda poravnate notarju. Tako da to je, mislim, da okvirno tisti osnovni stroški kupec-prodajalec. Zdaj ne vem, če ste že mogoče bili v kakem stiku, ste že mogoče sami kupovali nepremičnino ali z nepremičninsko agencijo, bom vesela, če date spodaj v komentar. Ob enem pa še vas vabim, ker bomo v petek odgovarjali na vaša vprašanja, da jih seveda tu spodaj kar pogumno napišete, lahko pa mi seveda tudi na zasebno sporočilo. Tako da upam, da vam je bil ta posnetek všeč, da vam je bil razumljiv in koristen. Vesela bom, če ga delite naprej, mogoče pa bo kdo v prihodnosti od vaših prijateljev kupoval ali pa prodajal nepremičnino. Tako da to je to za enkrat. Vabim vas spet jutri ob 11. Tema pa bo, kakšni so stroški, če pa ste vi najemnik, in kako reagirati oziroma kako najti pravega najemnika, če vi oddajate vašo nepremičnino. Teda to bomo jutri imeli na vrsti, do jutri pa, kaj vam naj rečem, ostanite pozitivni, upam, da preživljate res lepe dneve, ostanite v cvetju in pa.